Fanta, živijo. Prvo, hvala za povabilo v vajen studio Marš. In v bistvu kar prvo vprašanje, ki me zanima, se pravi, pričakujemo izdajo vajenega prvega albuma, v bistvu bolj natančno 2 albumov. In me zanima, kako sta se odločila za izdajo kar 2 albumov, odkje ta poteza? Materijala se toliko nabrali, mi dva se skupaj v bistvu malo več kakor špilava v živo. Lani sva začela nekje s prvim špilom v juniju, ampak ustvarjala sva pa že mnogo pred, tako da med tem časom se je tudi že nekaj novih materijalov nabrali, katerih pa nisva hotela kar pozabiti, sva rekla, zakaj ne bi izdala tudi kaj v slovenščini, glede na to, da je bilo folku ful všeč to, kar sva v slovenščini tudi prej že naredila, sva rekla, okej, pa dajva probati zapakirati še par komadov v slovenski jezik, no zato sta v bistvu 2 ratala albuma. Ok, se pravi, albuma se imenujeta Goat, ki je angleški, in pa Vse gre v eno, ki je slovenski. In zanima me, kako se pa albuma dopolnjuje? V bistvu neko jedro je skupno, zato neki pesmi je v bistvu na isto glasbo in angleških in slovenskih. Potem so pa odstopanja, ki so pa samo angleški in samo slovenski, ampak se vse dopolnjuje nekako. V bistvu sta 2 albuma, ampak je kaj en body, no. Ja, je tako, tisti angleški komadi, ki so dobili v bistvu slovensko besedilo, so ratali nekako organsko, tiste komade, ki so se naredili, zgodili v slovenščini oziroma prevedli, oziroma ne gre glih za prevode, pomensko so enaki, ampak niso pa glih prevodi, ti sva pustila, ampak ja. Niso pa za vsako ceno pač delala nekih prevodov, samo zato, da bi imela pač poln ne vem, še več komadov na plati. Ja, tako da kakšna pesem tudi ni šla na album, ki je bila recimo, ki nama ni toliko delala v slovenščini. Izbrala sem samo uno. Crème de la crème. Crème de la crème. Vse to sem hotel v bistvu vprašati, da v bistvu, kako pa zgleda tle ustvarjalen proces, ki hkrati delaš angleški in slovenski album, ne? A imata to vnaprej določeno vizijo ali kar pade? V bistvu je bolj tako, ko pade, če se prepusti v ustvarjalnem toku. Malo schizofreno na momente, no, ker sploh za pevca, mislim, to je prvič besedila, si zapomniti, pa še izvedba, ker v resnici artikulacija jezika je popolnoma drugačna, angleški jezik od slovenskega, in tukaj mislim, slovenska smo v resnici začela delati že potem, ko so se angleški posneli praktično, ne. In pa se rečeš, okej, se tole slovensko bo pa šlo, ne gre, ker je pač čist drugač vokali nastavljeni in pa se moraš zopet naučiti pač pet v drugem jeziku komad, za katerega smislu, da ga že imaš, ne. Tako da je kar izziv za vokalista predstaviti, da se ista emocija ohrani v slovenski jezik iz angleščine, če seveda se je primarno v angleščini napisal, je bil kar zalogajno, ni bilo tako easy, tako da vmes sem že kar malo imel sam s sabo pogovore in se kuliral, ker je bil deadline zaloviti, ker smo pač printali vinilke in še ostal material pripraviti in jaz sem imel pač cajta, ne vem, 1 mesec za to narediti. Tako da je bilo malo tako, pač preizkušnja. Ja, v bistvu sva ful sprot adaptirala tekst slovenski, tekste na ritmiko, mislim, res je tako, kot laično, če gledaš, se vse isto, to je čist kanoč. Čist drugačen, pa nekaj na papirju zgleda super, the best, super, pa greš to zapet, shit, ne dela, okej, še enkrat, kaj je tukaj, ne fora, skratka, en proces, znova cel proces. Zdaj izdala sta že 2 singla, ki bosta tudi na ta novi plati, Dvigni glas in The Favorite Song. In zdaj, ki imata pa v bistvu, sem jih tudi poslušal in imata zelo močna sporočila komada. In me v bistvu tle zanima, kaj hočete tle poslušalcem sporočiti glede družbenih ali pa osebnih sprememb. Ja, pač vidimo, v kakšnem svetu živimo, Tako da midva kot neka artista, pa ki se glih izražamo in z glasbo in s teksti, nekako neko svojo resnico v bistvu izražava. Tako da nič ni tazga, nekako je
pogled na svet, pogled na v bistvu na osebnostno rast in kako bi človek rad, da bi svet zgledal, se pravi ta refleksija. Nekako tak evolution proces je, no? Ja. Skozi te pesmi, a ne, in vse skupaj. Tako osebnostni kot tudi avtorski, a ne, konec koncev. Ja, je pa res, da vedno v resnici v najnih besedilih pogledava navznoter, nikoli ne gledava na ven v resnici. Izhaja iznoter in tudi te nagovori v teh dveh komadih, v bistvu v vsakem komadu pač izvira iznoter, ker če hočemo spreminjati svet, moramo začeti spremembo pri sebi. Pri sebi, ja. Pa dvigen glas. Ne? Pa dvigen glas, točno to. Ja, pač povedati, kaj je, ne rabimo goltati stvari, izrazimo se v trenutku in sprostimo emocijo, kakorkoli že je, in gremo naprej, ne, in se učimo iz tega. Ne. Sam ne moreš dvigniti glasu, če spiš, ne. Se moraš zbuditi najprej. Pač. Res je. Razen, ko imaš nočne more. Pa full light, pa krica. Kako so pa poslušalci sprejeli ta dva singla? Ja, zaenkrat feedback je full dober. Imava že dva slovenska singla, oziroma več, no, ne, dva odprej, in se pravi, Ozem si ga v bistvu nekako se kar dotaknil publike, pa Ujemi dan sploh, no, zdaj pa Dvigni glas je pa To je v bistvu tretji singl že. Iz te plošče. Predtem bil pa Matador še. No. V bistvu četrti singl. Ja, se tudi Matador na plati so ga dala. Tako, no, tako je. Okay. Ja. Luč je crknila. Kakšne teme in zgodbe pa raziskujeta na novem albumu? V vajinih komadih. Ja. V bistvu, moramo je pogledati čez. Ja, moramo Plonk Cegel slikce pogledati, ja. To sem tudi hotel vprašati, so slikce povezane s komadi? So, ja. So? Res je. Connected. Okay. Ja, pač ta je tak mal družbeno kritičen v resnici, ne. Ampak še vedno na un pozitiven način, ne. Dobre. Going home. Ja. Domov, ne. Gremo tja, odkoder smo prišli, ne. Domov, ne. Po Tigre? Tiger, where's your fire? Unleash the Tiger je v tekstu, tako da... Okay. Away. Proč. Fly again. Ne? What love can do. Goat. The greatest of all time. Naslov plate angliške in komad. Isto, single. Yeah. What a favorite song, ne? Favorite song. Keep on dancing. Ja. Superstars. Tale, kaj je že ta? Kaj je? Bye Bye Yesterday. Slow down. Slow down, Vzem si ga, ja. Vzem si ga. Pa Bye Bye Yesterday. To je to. 11 komadov? Ja. Na tem. 11 na angliški, pa 9 na slovenski. Ja. Okay. Kako sta pa poskrbela za preplet besedil in glasbe, tako na način, da se bosta oba albuma delovala v bistvu kot celota, hkrati bosta pa vsak zase povedala svojo zgodbo? Nismo se s tem niti ukvarjali. Nismo, v bistvu bi šli, vse pesmi bi šle na en album, ne. Sam sva rekla, da je zdaj narediti angliškega posebej, pa slovenskega drugače pa bi lahko šlo tudi kamot. Itak, ampak ja, tako kot si rekel, to je bilo treba v bistvu edin ločiti, ker ne moreš kar to mešati na en album. Glavnom, ja, ampak sonično so pa tudi tako energetsko v bistvu so pa kar kleno, ni nekih razlik. Mogoče pričakujete, da bo kakšen album imel pač več zanimanja, mogoče bolj tudi zaradi jezika ali pa kaj? Naj se zgodi, da ima to oba ful zanimanja. To je to, ne. Kako mislite, da sta sprejeta tako na oba albuma, na domači in mogoče na tuji sceni? Mislim, mi dva nič ne misliva, veva, da imava, pač veva, kaj imava. Nimate nobenih pričakovanj? Ne, ponosna smo na to, kar se je zgodilo, kar je šlo skozi najo, kar se je realiziralo skozi najo. Oba albuma sta nama ful všeč.
Jih rada tudi v živo igrava, predvsem to, no. Tako da to je nekaj, kar v resnici morajo ljudje slišati v živo. To je pa to. Okay. 30. oktobra boste v Kino Šiški predstavili albume in to bo kar velika prelomnica za Roma Child. Pa me zanima, kako se pripravljate na ta koncert, pa kaj lahko obiskovalci pričakujejo od vajnega nastopa. Ja, kvihta se začela, ful. Ja, ful skled se delava, tako da se poznate. V bistvu si želiva en upgrade narediti, no. Tako da tudi sva za koncert nekako poklicala par ljudi za neke ideje, ne, da ni zdaj sam koncert kot koncert, ampak da je event bolj. Okay. Ja, pa tako, kar bi rada sebi dala nekaj več, bi tudi rada dala publiki, ne, občinstvu, ki bo tam, se pravi, da gre z res pozitivnimi vtisi iz koncerta in da pač, da se oživi v cel ta šov, ki se bo zgodil. Ja. Gre za upgrade, je pa tudi to napoved v bistvu naslednje sezone. Ker s tem napovedujeva v resnici tudi nekaj novega, nekaj svežega na najinih odrih, zato ker to bo potem nekako se dalo tudi videti v naslednjem letu. Ampak pustimo to še skrit. Ja, seveda, pustimo to skrit. Ja, mislim, ne bodo gostje naslednje let hodili z nama, no. Ja. Ampak ja. Goste tudi ne bomo še govorili. Lahko kakšnega razkrijete? Žal ne, Okay. ampak narejen. Okay. Kako bo pa zgledal setlist? A boste igrala samo novo plato, ali bojo tudi kakšni stari komadi? Bo par starih, sva dala. Sred sva dala v bistvu tam, kjer se koncert lomi. Sva mi je zbrala v bistvu 3 komade iz EP-ja Matador. Tako da bo v bistvu ful dober tak nek breakdown, pa ga pa spet zalaufamo. Okay. Ja, ker skoraj sem mogla to narediti, no, ker v bistvu iz tam izhajava, tam sva začela. In ta druga plata je v resnici malenkost, pač je neka evolucija najinih začetkov, se pravi kot je Gavča, kot je Lala King, ampak evolucija bolj v tem pač smislu, bolje artikulirano, no. Ampak še vedno pa nama midva brez Gavčata ne moreva v resnici, ker Gavča je pač, to je ta semenka, iz katere je vse skupaj usklilo in pač to je ta život, ki ga pač morava itak igrati. Poleg Matadorja in pa seveda Domino, ki je pa po mojem najbolj poseben komad pač od teh. Zdaj vajen koncert bo imel tudi dobrodelno noto. Gre za podporo mladih perspektivnih umetnikov. In kaj pa vama v bistvu pomeni ta podpora mladim? Ja, v bistvu, da ne bomo dobrodelno govorili, bolj družbeno koristno, no, v bistvu bolj kot awareness to širva. Ja, pač rada bi že od začetka sva rekla, ko se začne to kolesje, ko gre v pogon, dajva pač kako bi lahko nazaj dala na neki skupnosti, tako da smo prišli na idejo, da pač najdemo artista ali več, ki jim bomo omogočili, da pač živijo svoje sanje, zdaj pa na kakršen koli to način že je, ne, se pravi. Predvsem podpiramo s tem dejanjem ustvarjalnost. Ker sva mnenja, da edina ustvarjalnost je taka, pač človeko nekako osvobodi oziroma ga pripelje do sebe, ne, nazaj. In če je tak človek pomeren s sabo in hkrati še kreativen, je tudi družbeno koristen, zaradi tega, ker pač družba s tem dejansko profitira in rabimo ustvarjalce. Ja, vsak člen tvori družbo, ne, se pravi vsak posameznik in sploh ki se z umetnostjo ukvarja. Ker kreativa je terapija, mislim. To je to. Res. To je to. Okay. Zdaj, vse smo že prej povedali, bi še enkrat, da v bistvu tako vam rekel, vajni nastopi so zelo taki energični, jaz pravim, taka nalezljiva energija, pa ful vizualnih elementov. A bo zdaj kaj drugače, ali bo sem še boljš?
Kar se recimo vizualnih elementov tiče. Ja, bo boljš, ker je nek upgrade se zgodil, kot ste videli že tudi naslovka, narekuje, kam nekako bo šlo vse skupaj. Ne? Tako da ja, več so pa videli na koncertu, pa potem naslednje let na najnih naslednjih koncertih. Tako, Bo pa definitivno upgrade, ja. Super. Ja. A lahko še omenim na prejšnjo temo, v bistvu smo stopili v kontakt z Anjino zvezdico, s Truhomo, ki nam je najbolj nekje zavibrirala, tako da oni naj bi imeli na svetu najbolj transparentne programe, ki se vse vidi točno, kam grejo donacije in vse, ne, tako da. In smo prek njihovih kanalov tudi najdeli punco, kateri bomo pač prišli nasprot, kolikor je lahko. To je to. Okay. To. Martin, Izvoli. kot uspešen producent in glasbenik pod imenom Mr. Marš si ustvaril tak prepoznaven zvok. Zdaj me pa zanima, kako ti ta izkušnja pomaga pri ustvarjanju glasbe za Roma Child. Ja, mislim, pomaga. Mr. Marš je bil moj prvi projekt, s katerim sem vstopil v bistvu 100% vase in v moj svet, ne, in s tem tudi povabil resnici vse poslušalce v moj svet. Ker do takrat, ko delaš za druge, pa si producent, še vedno nekako slediš artistu, kaj so njegove želje, kaj je to, kar artista naredi. Ne. Tukaj pri Mr. Maršu je bilo pa točno to, da v bistvu je prvi projekt, ker sem šel na noter in naredil ta korak naprej. V bistvu vse, kar pa delam od tistega trenutka naprej, Mr. Marša, v resnici od leta 2015, je pa to, da je ogromno projektov odpadalo, praktično zdaj ustvarjam samo še dejansko projekte, pri katerih sem zraven kot avtor, kot soavtor. In definitivno je Roma Child logično nadaljevanje tega, v kar smo zaštartali, se pravi slediti svojemu srcu, biti iskren v tem in ta notranji prostor pač pokazati ljudem. Okay. Katera glasbena sodelovanja v tvoji karieri so pa na te najbolj vplivala in kako so oblikovala tvoj ustvarjalni proces danes? Čisto vsako sodelovanje ti nekaj da. Tako da jaz tukaj ne bi izpostavil, mislim, ni enega tazga highlighta in bi bilo tudi ne fair, zaradi tega, ker vse je del procesa in jaz sem hvaležen čisto za vsak projekt, ki se je zgodil, ker vsak projekt ti daje možnosti za nova spoznanja, predvsem od sebi, ne. O tem govorim, da prideš potem eventually malo bližji sebe in da se začneš globi spoznavati, tako da ja, sem vesel, da se je vse to zgodilo. Kako se pa znajdeš med preklapljanjem, med vlogo, med producentom, glasbenikom in avtorjem? To mi je kar okej, no. V bistvu zadnje cajte se težko znajdem med tehnikom pa artistom pa še performerjem, ne, ker mi dva sama snemava in pol tlele čačkam in zanj sva snemala in sem pozabil en kanal vklopiti, sva imela vrhunski tek in to mi gre pa reže na živce, tako da to mi je najtežje, se pravi, biti še tehnik zraven, veš, tako da mislim, da bomo kmalu dobili enega človeka tukaj, da stvari pač malo bolj flawless. Pa ko bo to sam del? Ma ne, rabimo ljudi okoli sebe. Ok, hvala. Roman, zdaj tvoja glasbena pot je pa tudi obsežna, od igranja s Tatu do sodelovanja z domačimi legendami. In zanima me pa, kako te je oblikovalo mednarodno delo v primerjavi z domačim? Ja, sigurno je naredil nek velik pečat, ker pač če iz teh domačih odrov se meni svet odprl s Tatuja, se pravi. To je bila največja ta izkušnja v življenju do zdaj. Pač izoblikuješ se drugače. Se pravi, čim pogledaš malo prek svoje ograje, se to čist, da malo svet iz drugega zornega kota vidiš, valjda se tudi kot človek drugače izoblikuješ, kakor če sam gledaš, ne vem. Ali pa en pa gleda pač vsak dan svoj jabolk, pa to pa isto, ne vem.
pa kamor ne gre, pa se najde. No. Tako da, ne vem, jaz sem to potrabil in sem hvaležen za in mi je super, no. Tako da, tako bom rekel. Okay. Zdaj, tvoj glasbeni slog je res raznolik, pa me zanima, a imaš kakšen žanr, ki ti je še posebej pri srcu? Ne, v bistvu sem pa zdaj videl, da po vseh teh letih igranja pa pač pokanja, Palček pa Open pa Činel sva posnela ene 2 komada zdajle, ne, ker sem res prišel zraven s drugim pristopom in se mi je nov svet odprl. Na bobnu. Ful zanimiv. In sploh, ko slišiš pol, kako to ven pride, veš, ne, ko misliš, da zdaj, ko boš tam pač dal 350% neke energije, ne, da bo to zajetne, v bistvu pa daš sam attitude, ne, z res minimalnim impactom. In je tako zanimiv, kaj pride ven, no. Tako pride ven, lej. Tako pride ven, veš, ne. Martin pravi, valjda, ne, ful večji plac imaš, veš, v katerom operiraš, ne, ker tam, ker je vse na ful, ne, se vse tako zoženo. Se zmanjša. Vse se zmanjša, tle imaš pa, ne, tako da različni stili, pač, lej. Priden si. Vežbava skupaj tle, tako da tako rekel, veš, ne, v bistvu, všeč mi je glasba nasploh, stili pa. Fusion, ful. Ja, full fusion. V bistvu enostavnost mi je ratela všeč, no. Okay. Ja, tako, pač res minimalizem, to mi je the best, no, tako da, pa surova moč, tako, no. Tle smo se kar najdlo, v bistvu je on prišel zdaj do mene, ker jaz itak več kot od minimalizma na kitari ne odigram. Ja, ampak to je, lej, dober je, no. Tako da, pač iz neke druge plati muziko gledava pa doživljava, lej. Ja. Kjer pa recimo trenutek ali pa koncert iz tvoje kariere ti je pa najbolj ostal v spominu? Po moje MTV Movie Awards v Shrinu v LA-u. Pač ne vem, no, saj kako spomnim se onega trenutka, po koncertu, ko sem pač odlepil od tava, veš, ne, in v nekem bablu me je dvignil gor in to je to, in gor dol, in pa je sam ta babel počel, veš, ne, in sam šljas, ne, in v bistvu sem ful hvaležen za to, zato ker pač neka iluzija se je razblinila, le, in sem končno stopil na tla, le, in ta je tak prelomen špil bil, no. Okay. Ja. Odlepijo čaj. Odlepijo, ja, le. Kako bi pa rekel, da se je vajna dinamika z Martinom spreminjala skozi čas in kako danes ustvarjata kot tandem? V bistvu mogoče niti ne opazva, veš, tako, ne, ampak recimo par dni nazaj sva zasnela ta zadnji komad, ki gre na slovenski album. In sva imela en take, ki sva ga posnela in sva probala on take zaradi nekih stvari ohraniti in zdaj pa na ono nekako posnela in pa sva rekla, ok, to mava, zdaj pa nič. In ne klikov, ne ničesar in sva sam se vklopila in zaigrala in v bistvu in ta prvi take, ki sva slišala, to je to. Tako da v bistvu nekako sva se zlila, no. To ni bil tak, je pozabil Kanalov klub. To je ta. A to je ta? To je ta, ja, ampak sva dubla spet take, se je zgodil. To je to, se nimaš kaj, pač take je. Je rato. Je rato. Narediš tega, kar imaš. Tako, ne, in je... To si je... pa mogel pozabiti. A veš kaj, brez vokala, brez klika, brez vsake podlage, se pravi, naenkrat zaigrati in to je to, le. Pa same četrtinke, tempo pa 70. Točno to, se pravi. Bote slišati tako komad, res je ekstremno. Okay. Ja. V glavnem, ja, dinamika. Ful se je zgodilo vmes, če lahko še jaz rečem. Te povej, ja. Ja, ker v bistvu, a veš, Roman je bil odličen, vse še ne, session muzičar, ampak v resnici tle se pol začne v teh, v interakciji je pa stvar, da moraš pa ti svoj prostor nekako začeti oblikovati in si upati
biti v flowu, pa nekako si dopustiti možnosti raziskovanja, odpiranja in pač dojemanja vsakega trenutka malo drugačno. In klele v resnici oba dva nekako stopava. Jaz sem malo že prej na to stopil, Roman, pa zdajle pač to, kaj prej rekel, da zapravči in to. In v bistvu vse to prehajamo sam še bolj do sebe, sam še bolj v to kreativo, ki v bistvu, v kateri pač pozabiš vse, kar si vedel prej in se pač prepustiš in si dejansko samo v službi tistega trenutka. Okay. In to je to, v bistvu, to je, do tukaj smo prišli in v bistvu to je pa že skoraj največ, kar lahko v muziki nekako narediš, da si čim bolj prevoden, čim bolj v tej vidri. No. A sem sploh kaj povedal? Jaz si povedal, da si povedal. Dajte mi povedati, kako se pa sproščata po dolgih dnevih studija ali po odru? Imate kakšne hobije, aktivnosti, ki jih rada počnete izven glasbe? Ja, meni pač tale Tibetance delam. Martin je bolj priden, no. Jaz tako kdaj preskočim. A to je ta throat singing? To ti je joga, stari. Tibetanske vaje, vrelec mladosti. Nadihaš se, veš, raztegneš se, potem pač malo zapreš oči, malo greš v dihanje, malo meditacije, v bistvu si lahko cel dan v tem stanju, no, kad dobro začneš dan. Sproščava se tudi s kakšnim Ljubljana, IPA, ne. Kakšen perček zvečer paše, a ne. Sploh od Ljubljane IPA. Sploh od Ljubljane je stop, ne, tako ne. Tudi Pale Ale je dober od Ljubljane. Tudi Pale Ale, ja. Čakaj, od koga? Drugače pa ja, veš, po koncertih tako, ko si mlajši, pač greš pol na glavo, pa neke euforije, pa to in zdaj pa v bistvu, ja, super, lahko se podružiš, lahko ne, še kaj zgodi, ampak v bistvu tako, vse je bolj v easy, ne, bolj, ne, vzeti si čas lepo zase. Recimo jaz rad v hribe hodim, evo, to, če je le prilika letos, nažalost niso blankir, ampak recimo to mi je nekaj tazga. Hribi so pač, to je pa to plavanje hribi. Evo, letos sem ful hodil, medtem, ko sem album tlele miksal, pa medtem, ko sem pel, sem hodil na jezero, recimo 2-3 na teden pod Peško jezero, se malo sfrešat. Tako, pač priložnostno. Kaj vaju pa trenutno navdihuje izven glasbe? Resnica. Jaz to bilo fajn, da kar skosne. Se pravi. Trenutno, pa se v trenutku smo, ne. V trenutku, kad si je to, ker v bistvu vse drugo je res smešno. Mislim, ne vem, ja, življenje pač, veš, ne vem. Res, to je res navdih, no. Meni je življenje res navdih, pač kaj pa s tem. Pa vsak trenutek nekaj prinaša, ki imaš lahko navdiha, veš, ne. Pa ne rabiš nič, lahko sam vdih, izdih ali pa ne vem, ful zanimivo vidiš ptico, ki pred tabo prileti, pa opaziš to. Mislim, tako, ful banalno, ampak ful tako, no, meni to da navdih, recimo. To je to, jaz sem pa hotel reči, navdihuje. Mogoče me navdihuje to, ko vidim artista, ki je točno v tem trenutku, ki je on rekel, kot ptica v letu, pač, ki je v tem trenutku. In recimo taki artisti me navdihujejo, ljudje, ki so spontani, ki so toliko prisotni. Okay. Kakšno je pa vajino mnenje o trenutnem stanju slovenske glasbene scene, pa če vidite priložnost za nove artiste, za mlade glasbenike, pa kakšni so izzivi? Mislim, meni je genialno. Super, tudi še tako, lej. Tako da, hudo, no. Mislim, res, tako, kapo dol, fantom, dekletom, ja, mislim, da ratala neka taka scena, ne mislim, pač vem, slišim, ko smo si že od nekdaj želeli, pa smo mislili, da imamo, pa zdaj ugotavljam, da v bistvu še nismo imeli, zdaj prihaja ta scena res močna izvajalcev, avtorjev, pač takih, ki nima več strahu, nekih predsodkov, ničesar, mislim, res ena svoboda veje iz teh pač ljudi in to je šele začetek tega, no. Mislim, da res, če si iskreno, to bo šlo ful naprej.
Mislim, super je videti mlajše, da si upajo, a veš, pa še nek spot naredijo, ki ni glih, a veš, tako da res podpiramo. No. Mislim, jaz sem ful vesel. Okay. Ja, ker je absolutno, ker to ti je brca v rit, to je v bistvu še en špegel za vse ustvarjalce, ker s tem se začne kolesje premikati, še toliko močneje, še toliko hitreje, še toliko večji, ne, in v bistvu navdih za druge. Točno to, točno to, ja. Okay. Kaj pa mislite, da bi počela v življenju, če ne bi bila glasbenik? Mislim, jaz bi mogoče kaj slikal, kaj ustvarjal, ker to imam tudi rad. Okay. Pa sem si kupil že full gadget, ampak vsakeč, ko se pripravim, da bom kaj naslikal, komad moram iti narediti in grem v studio komad delati. Tako verjetno bi še vedno bil kaj v artu, no, nekaj bi slikal, mogoče bi kaj dal, bil kipar, ne vem, slikar, pač skratka nekaj blazno nedonosnega bi počel v life. Ja, mislim, jaz vidim, da sem kar dober kmet, ki imam doma malo vrta, pa par živali, pa vse štima, tako da to kamot bi tudi tako, pa recimo kam bi se z motorjem odpeljal, vsake toka. Mislim, tle sva si tudi podobna, no, ta povezanost z naravo, jaz tudi kot otrok, pač jaz sem tle na kmetih živo in absolutno pač to je nekaj tazga, kaj ja, ampak tako, nekaj poleg tega pa zaprčkat pa to. Okay. Je pa še vedno kaj drugega lahko, ja. Kaj vama pa pomeni glasba? Way out. Je to izražanje, sprostitev, poklic? Glasba je, ne vem, kar takomni pojem. Ja, vse je v bistvu, zame je, začel se je z glasbo pri meni tako, da seveda najprej kot otrok, si fasciniran, kako iz nekega inštrumenta prihaja nekaj ven in ljudje so dobre volje ob tem in ti lahko plešeš na to in te spravi neko gibanje in v bistvu pozabiš na ta svet, v katerem si. Se pravi, neka taka pač paralela. To me je fasciniralo, ko sem prišel v neko puberteto, mi je predstavljala glasba pot, se pravi, še bolj ven iz tega sveta in samo da sem pozabil v bistvu na kontrolke, na ljubezni, na ne vem kaj, sem se zatekal in sem ful takrat učil, hodil sem v glasbeno šolo in sem se zatekal k inštrumentu. Kad greš skozi to fazo, ti pomeni, da way out, da lahko greš ven zvečer, da te starši pustijo, ti pomeni glasba takrat, skratka, vsakič ima nek nov pomen, ne? Ampak še vedno je tako, da ko pa prideš v fazo ustvarjalca, je pa predvsem terapija, ne? Saj vedno je terapija, ampak šele, ko si ustvarjalci, v bistvu se začne ta terapevtski proces, ki moraš biti pa že malo bolj previden, kaj zdaj svetu sporočaš s tem, da glih ne rabiš zdaj neke gnojence tam ven dajati, ampak da pač, daš ven iz sebe, ampak na način, da sam predelaš in tako, in da nekako posvetiš in dvigneš v bistvu sebe, svoje spoznanja, svojo zavest skozi svoje delo, no. Evo, tako. Okay. Kaj dodati? Ja, mene je glasba medicine, recimo, pač to, kar je rekel terapija, v bistvu, ne vem, res, mislim, se tvoj inštrument je terapevtski, ne? Je, ampak tudi, če ne igram, recimo, ko poslušam nekaj, veš, ko gre elektrika čez telo, in ko čutiš, ali pa solza, ne vem, mislim, zgodil se mi je bil trenutek, ko so posnela en komad in si ga doma poslušal in, veš, in me kar nekaj odpre, ne vem, nekaj mogoče, kdaj nisem izrazil, ampak to je muzika, no, muzika je res en tak portal za kvaliteto bivanja, no. Čista magija, pač to je dejansko magija. Life, no, kakorkoli, omnije, no. Muzika, brez muzike sploh ne predstavljam. Pa če ne drugega, tudi če ni to radio, pa zdaj moram jaz to, mislim, že sound narave, ali veš, to o tem govorim, ne. A ko si odzuna sploh slišiš, a veš, slišiš tam, a je nek veter, ali potok, ali ne vem, ali ptič pride, ali karkoli, ne. A veš, koliko sploh smo, ne, aware na vse skup, ne, ko skozi je muzika. Problem je drugje pri muziki, da je v resnici preveč zdaj,
zaradi vseh teh centrov nakupovalnih, ne, to buta z vse povsod in Janez Križaj ima super eno... Ja, pa vsaka trgovina ima svojo muziko. Ja, ima eno izhodišče in eno misel, pravica do tišine, ne. Ja, V resnici mogla bi biti v ustavi zapisana pravica do tišine, ker brez tišine ni nič, mislim, je samo en šum, ne, ena norišnica in zdaj smo v bistvu v tej norišnici, ne. Ker pa tudi meni nikoli, pa imam rad glasbo, ampak recimo, kad ne delam, mislim, jaz imam rad tišino. Tudi jaz. To je tišina. In preveč je v resnici muzike, preveč je šuma, preveč in zato, ker je preveč šuma, imamo tudi ogromno muzike, ki je samo šum. Brez substance, ne. Tako da jaz mislim, da tako Janez Križaj pravica do tišine, res je. Okay. Ja, ker muzika na glas v bistvu kva dela, ne, se pravi, ne slišiš niti, kva se v tebi dogaja, ne, a veš, ne, kaj mele v tebi, ne, se pravi, zato, da prekrijaš ti, namesto da bi se sabo soočil, ne, dajmo mi to na full, ne, in pol prijem zanč, a veš, pred Guštjem, pred koncertom, greš na drink v Staro Ljubljano, je tam ozvočeno in zdaj za vse, zdaj moram 100 metrov stran sedim, pa slišim, da sem tam ob zvočniku, a veš, a moraš res tam ob 7 zvečer na polno, ne, prbijati, a veš, mislim, za celo Ljubljano, a veš. Tako, ne. To je samo en kafič. Ja, kaj so šele drugi. Zdaj se pa ti pogovarji tam. Ti si pa res party breaker. Aj, čist! Jaz pa kujke, a ste prijavili Sazes? Roma Child napiš gor. Ja, to je to. To je to, okej. Tišina je bazen. Okej, na svet mladim glasbenikom, ki ravno začenjajo svojo pot, kaj bi jim svetovali? Ja, sam bodite iskreni sami do sebe, lej, veš, ne se vsi neki, veš, imamo neke, ti všeč, to ti všeč, ampak izhaj iz sebe, no. A veš, pa ne rabiš ugajati, to tudi tako ne kot glasbenik, ampak veš, sprejmi sebe takega, kakor si, ne, razumeš, ne zato, da bo to mu všeč, a ne. Zato, ker tle pač zgubljaš sebe, a ne. Pa kompromise delaš, kar pa mogoče res ne gre, ne. Raziskuj, ne se ujet v zanko, jaz sem pa hip-hopper, ne, jaz sem pa rocker, jaz sem pa pop. Bod odprt čist za vse, kar te obdaja in ne zaključi, mislim, ne se zapirati v neke zlate kletke nekih prepričanj, pa nekih, ni muzika za to, recimo, to je to, recimo, mislim, ja. Okay. Kaj pa bi, no, to je zadnje vprašanje, zmeri ga postavim na vseh intervjujih, če bi se lahko vrnila na začetek svoje kariere in dala mlajšemu sebi na svet, kaj bi bil? Pa lahko vsak. Jaz bi rekel sam za sebe, da bodi bolj odprta, ne. Točno to, kar Martin prav, ne, a veš, jaz sem to, jaz pa vse vem, pa to se pravi, in se blokiraš z vsem, ne, tako da pač malo kasneje sem prišel pa do tega, da sem začel spremljati, ampak mlajšemu unmu, ko se spomnim, ko smo začeli 5 razred 6 pa to, ne, bi rekel sam pust, pa bod bolj odprt, pa senzibilen, no, tako. Jaz bi pa rekel, kitare se drž pa Roma Child band nared. Misliš, da bi bilo pa lista? Ja, valjda, mislim, škep že blizde. Okay. Hvala. Zdaj za na konc imam pa še tista ali vprašanje. Okay. Samo 2 izbere, pa sem probita, sem ustreliti. Okay. Pivo ali vino? Pivo. Vino. Kava ali čaj? Čaj. Kava. Gore ali morje? Gore. Poletje ali zima? Zima. Knjiga ali film? Knjiga. Pizza ali burger? Jaks. Pač pizza večkrat, no. Ja. Netflix maraton ali nočni izhod v mesto? Nočni izhod v mesto. Koncert v majhnem klubu ali na velikem festivalu? Majhnem klubu. Posnet album v enem dnevu ali ga pilit 1 leto? V enem dnevu, ne. Pač odvisno. Ja. Ne, kaj bi rajš? A kaj bi rajš? Ja. Da ga v enem dnevu posnameta ali da ga cel let pilite? Ja, mislim, ja. Mislim,
Ker drugače imaš lahko 300 albumov, ne? Na koncu leta. Ja. Lahko. Imaš pa samo enega spiljenega. Enega spiljenega, ja. Težka, ne? Ampak je pa spiljen. Sam Ne. pač to se dela v enem dnevu. Lahko je v enem dnevu, lahko Ja, ne. ja. Jutra ali pozni večer je za ustvarjanje glasbe. Depends. Kakor kdaj. ne. Depends. Jutra, ampak ja, v 5 zjutraj recimo, evo, to. Aha. Ja, takrat, ko je Okay. Anglija ali Slovenija za turnejo. oboje. Rock himna ali nežna balada. Visen od trenutka, ampak ajde, nežna balada. Pa ne bo rock himna. Kino Šiška ali Ortobar. Kino Šiška, 30.10. 10. se vidimo. Koala Voice ali Murphy. Ne fair vprašanje. To pa res ne fair, ker Ali oboji smo so preverili? top. Oboji so top. Imela sva priliko na Kestu oboje gledati. In Sva kapo dol. Zato zelo Uživali leč smo. postavljam. Obema damo kapo V dol. bistvu tako Koala zelo. Voice Murphy. Murphy Koala Voice. Pač en pa band. pač oboje, tle. En band je to. Lahko naslednjo primerjavo. Ja. Magnifico ali Šankrok. Magnifico. Magnifico. Plavi orkestar ali Parni Valjak. Plavi orkester. Parni bi jaz Valjak. rekel. To je to. Hvala lepa za vajen čas. Hvala Hvala tebi za tebi. povabilo.